Ok, prišel sem domov in me čaka tole. Jaz sumam, da je nekaj od Tereze, ker vem, da sta z Ano Žontar pripravljale en podoben recept. In moj izziv je, da v mojem receptu uporabim mandljevo maslo s cimetom in vaniljo, ki ga sicer najraje uživam kar na žlico, ampak dajte mi par minut, prijem nazaj s super receptom. Živjo, evo, moj naslednji gost je David Urankar. Živjo. Zelo lepo dobrodošel. Hvala za Zaščuj iz kuhinji. Dobil sem, zdaj moram povedati, da sem dobil ne kave, ampak kombučo, ki je bila zapakirana v taki še delovni verziji, ampak moram reči, da je zelo dobra. In kaj si nam danes pripravila? Hvala za vprašanje. Ker si dobil izziv od Ane. Res je. Ja. Danes sem dobil izziv, da moram ukomponirati tvoje mandljevo maslo s cimetom in vaniljo, ki ga jaz drugače jem zelo preprost recept je. Vzameš žlico, preješ, žlico zajamaš in neseš direkt v usta. Ja, ta recept imamo tudi tle zelo radi. Tega recepta ne boš delal. Kaj bo danes delala? Danes bova delala, pa iransko vidno danes pripravila nekaj, kar bi pol gledalci pa gledalke tudi sami naredili doma, ker je simpel in ker je dober. In ker lahko narediš v bistvu s kolikimi sestavinami? V bistvu, ja, lahko bi naredila celo s 3 sestavinami, ampak tale kokosovo maslo je moj twist. Fil rouge. Ja, znani šefi vedno dodajo kakšno sestavino, ki jo ponavadi sicer ne izdajo, ampak jaz sem si dober danes in je to. Da je mandljevo maslo in saj veste, kokosovo olje. Znan pregovor peka bureka v Ljubljani je masno slastno. In tako ćemo napraviti. Tako ćemo napraviti. Potrebujete tele, kako se temu strokovno rečem? Muffin paper cups? Ja, v bistvu so muffin cups, ampak so čisto majhni. Za 10 teh, zdaj vam govorim na uč, rabite 200 gramske čokoladi, ki jih je Tereza nalomila, pokaž z obeh in en kos tudi pojedla. In potrebujete, zdaj pa še en twist strokovnjaka, ko mi Tereza pomagala, moram priznati. Kokosovo moko. Kokosovo moko, ki bo v tole zmešala, ta del, ki pride noter, bo to vse skupaj malo gosto vrata. Ja. Kaj sva pa dala kokosovo moko, v bistvu ker mandljev namaz je že po defaultu slaba. Če se česa bojimo, je to cukor. Točen to. Cukra pa davko vse zabar. Procentno čokolado. Ja, to bi pa jaz sklele rekel po občutku. Jaz imam zelo rad temno čokolado. Se mi zdi, da je bolj zdrava, čeprav pri količini, ko jo pojem, ne bi več zdravja v istem stavku omenil. Ampak če vam pa bolj paše malo bolj mlečno, dajte pa malo bolj mlečno. Je pa res, da se bo trda malo hitrejš strdila. Se pravi, če dobite obiske čez pol ure, pa bi jih radi impresionirali, dajte črno. Veš kaj, a ti lahko en moj trik se ja, sorry. Da bova dala vodo noter. Aha. Ok. In stopila čokolado. Takole. To je pa next step, vidiš, to je pa next step. To ne bova zažgala čokolade, zdaj to dodavanje tudi, ne? Ja, to dodavanje. Ti me uči. Ja. Koliko v času, znajnih časov. Ja, še kakšno anekdoto, ne? David je bil moj sodelavec. Ja, sodelavec oddaji Dobrika. Moj prvi dnevi televizije. Spomnim se tega, male Tereze, ki je prikorakala v 3. nadstropje RTV-ja in začela uletavati z idejami, na katero je večina ljudi rekla, to se ne da. Ne gre. In še vedno ostaja isto. Ampak veš kaj, ne bom pozabila, enkrat vodila sem tudi vreme, ne? Ja, tako se je včasih začelo, to mora zdaj razložiti. Ko si ti prišel na televizijo, včasih so bili koraki. Nisi takoj dobil jutranje oddaje, pa svoje večerne oddaje. Kako si šel? Sem Davide. Jaz sem začela tudi z vremenom in enkrat se spomnim, sem imela to idejo, da se bom 2 dni postila, ne bom jedla, bom na festu. In sem pol šla vedat vreme, to je tako
bilo kaj 6 zjutraj. In nisem mogla odvoditi, 5krat smo ponavljali, ker moja koncentracija gon. Evo zdaj. Dobro ti gre, moram pohvaliti. Hvala po tvojih navodilih. Zdaj pa, kaj moramo, modelčke? Ja, zdaj pa imamo modelčke, dovolj, da še jaz kaj naredim. Ja, hvala. Če so zelo nežni, te paper cupi, dajte jih tako manj, da sta po 2, zato da so bolj čvrsti. Kar bodo pa gostje zelo cenili, zato ker bojo vedeli, da so unikalni. Ročno delo. Veš, kaj sem ti pa pozabil reči? Še en dodatek bi bil pa recimo na koncu, če to postrežeš s kakšno malino, s kakšno jagodo, s kakšno borovnico na vrhu, je pa zagotovljen uspeh, tudi kar se otrok tiče. Če poskrbiš za malo zdravja v tej pretežno čokoladno-kalorični sladici. Dobro, tele imamo 80% čokolado, tako da to je samo zdravje. Samo zdravje, sicer na WC verjetno ne bova šla in tega, ampak dobro. Zato pa pijeva kombučo. Kombučo, ja. Priporočamo Terezino kombučo za zraven. To se balansira, mandljevo maslo kombuča. Super. Veš kaj, jaz sem si vzela malo tudi svoje kreative, pa sem si rekla, da damo soli gor. Zelo pametno, zato ker sol pa, to pa vsi višeki vemo. Sol pa gre k vsaki sladici. Dej mi povej, kako bi se ti ocenil od 1 do 10 svojih kuharskih sposobnosti? Kdo je glavni kuhar v rezidenci? Jaz ful rad kuham, nimam pa toliko časa, da bi to na ta prav način manifestiral, če veš kaj. Ja. In pol, ko mi čaka, da imamo kakšna praznovanja, da pride več ljudi, ka pol je pa to moj dogodek. Ja, to se in pol grem v trgovino in kupam cel vozliček in pol jaz to ustvarjam in že zjutraj začnem peči. To je pač... A imaš kakšen go-to inspiracija, kateremu se vedno obrneš, kuharska knjiga, ali imaš čist? Ja, imam tvojo knjigo. Imam oddane knjigo. Tako da imam ful enih kuharskih knjig, ki vsake toliko časa malo prebrskam pa rečem, to bi pa jaz lahko naredil. To bi pa šlo. Tela eno plast noter. Ok. Ta ima tak zamojen skrb. Če zramo da? Ja, cvet so tam smetivane. Kako to priti? Ja, to pa je precizna roka, vidiš. To pa je precizna roka. Jaz ponavadi naredim to tako, da jih dam kar se da možno skupaj in pol kar ulivam. Pol je pa malo po pultu, malo je pa celo noter. A jaz že začnem mešati, kako ja, so malo maslo. Da se še jaz izkažem. Mogoče ne celega kozarca naenkrat stresti. In fora je, da to zmešaš toliko, da ni več toliko stiki. Prav, da se mandljevo maslo ne lepi toliko. Da lahko v bistvu z rokami pridemo to. In lahko bi dali tudi sladkor, pač karkoli, kar zgosti. Če recimo nimajo Tereza's Choice mandljevega masla, kar je velika napaka, to se strinjamo. Slučajno, jaz ne bi šel v to. Ne bi šel, ni tle. Mandljevo maslo pa. Je treba. To so pa essentials. Če slučajno recimo je v glih takrat v shrambi arašidovo maslo, lahko je arašidovo maslo. Lahko je, ne. A da imaš to malo v hladilnik, da se strdi ali se ne rab? A bova to noter pol? Ja, to bova noter. Lahko daš za trenutek dva v hladilnik. Mislim, tukaj smo že zelo blizu konsistenci. Če recimo ni sladkan, tudi stale ne mandljevo maslo, lahko dajo kokosov sladkor recimo. Lahko bi teoretično bilo tudi brez vsega, ampak to res boš videla pa na koncu lepo izpade. Imaš kakšen krožnik, da bo zdaj za te krogce? Zdaj pa, vidite, ni več mandljevo maslo, ni več tako pocasto. Takole naredite krogce. To je tudi odlična priložnost,
ko imaš otroke enkrat, vsako stvar, ki jo delaš, pa razmišljaš, kako bi vpletel še otroke zraven. In to je super. Samo zmešaš in potem rečeš, naredi krogce in potem imaš od tazga krogca do tazga krogca. Ampak imaš pa, to je pa bonus, 15 minut miru. Kar je pri 2 otrocih že kar pestro. Kaj vse lahko človek naredi v 15 minut? Še ne. Koliko rabiva to, koliko stoji? Je v redu, ne? Dobro. A grem jaz pogledati, če je že v hladilniku. Lahko. Imaš pa kar dober založen hladilnik. To sarkastično ali res? Ne, res. Ja, ni še čist. Ni še čist. Pa tudi moram reči, sicer si zelo precizno naredila, ampak Bi še malo. da si bila pa zelo gorenka, kar se tiče. Ampak pusta, v redu. Zdaj pa ta krogec mečkan sploščiš, takole, in ga položiš na čokolado. To je praktično vsa umetnost, tukaj so lahko otroci zraven sodelujejo in to je res uživanje. In pol na koncu bova samo še s to čokolado, ki je ostala, to prelila. Lej, ko sva štela, pa sva točno pravo število. Ja, nisem čutila. Ti samo sipaj tole čokolado čez. Sipaj, pa ne bi gorenka. Ja, to je bila lahko reklama za znano slovensko čokolado. Ki je zdaj ne bila, pa. Ja, ampak Pošljemo ponudbo, moja producentka, asistentka se bo zglasila. TikTokica, ja, tako. Ti si plesala, da? Ja, jaz sem plesala do... Glede na to, da ima tvoja mami oddajo v plesu in... Ja, plesala sem do, mislim, da oddaje Dobro jutro. Pa sem pa nekaj. A res? Aha. Pa sem nehala in sem se vrgla vseeno že veliko vmes v te kuharske vode. Tako da ja, se vedno malo zafrkavam, da mami ima plesno oddajo. Ti pa kuharsko. Jaz pa kuharsko. Vi imate res pokrite vse aspekte. Ja. Ampak vedno rečem, da moja oddaja je na najboljši televiziji. Najboljši na televiziji. Kje je že to? Ja. A res? Ne, jaz te verjel. A to imamo pri nas tukaj? Ja, tako je za Dobro jutro. Počakava, še spijeva eno kombučo in se vidimo čez... In vmes, ko čakate, ne čakati, ker je pult za popucati. Ja. A tako svoje avto pucaš, David? Tako jaz vse pucam. Ja, boš še kdaj prišel k meni? Pridem. Evo, in mislim, da je pripravljeno, Grem iskat. da pogledamo, kaj je nastalo s prvinami. Drum roll! Zdaj vedno preverite, če tako malo ob strani, če še kaj teče. Ne, jaz mislim, da je to. Prav dodava moj dodatek. Pinch of salt. Pinch of salt. Ja, to je pa tale Salt Bay. Ne, tako da. Vrhunsko. Vrhunsko, a? To pa je vrhunsko. Kaj, probava? Deva probava. Res? Ful me zanima, kaj smo naredili. Hvala, David. Čim. Je, ne? Noter lahko vidite, malo sem mazati teksturo. Pika na je, pripravljaš to. Ful priporoča. Dobar. Zdaj imamo pa pol še en challenge, ne? Še en challenge imamo. Ja, vse res. Challenge je, da vse to polijo. Ja, je moja naslednja gosta je Nataša. Nataša je? Ok. In za Natašo zbiraš naslednji izdelek. Za Natašo bom, glede na to, da sem skril kombučo, izbral kombučo. In me zanima, kako bo tvoja kombučo ukomponirala v eno izmed naslednjih jedi. Pa ne smeje sam spiti, ne? Ne bo nekaj bolj zakomplicirano. Ampak jaz mislim, da ona to ima. Nataša, good luck. Midva pa. Se za danes to razposlavljamo, vidite z nami spet jutri.